Pozdravljeni, dragi moji, ponovno z vami v prvi spletni oddaji Vse se da. Moje ime je Tanja Skaza, ki sem v svoji več kot 20-letni vodstveni karieri iskreno, odprto spregovorila o svojih napakah pri vodenju, kadrovanju, sprejemanju odločitev, govorila o svoji samopodobi, o svojih vzorcih in napisala knjigo o tem, predvsem z razlogom, da pomagam ženskam, vodjem in jim rečem, da ni potrebno, da smo popolni, da smo vredni. Da jim rečem, vem, da ti ni lahko, ampak vse se da. Če želiš delati na sebi in si pripravljen ali pripravljena na spremembe. Drage Slovenke, dragi Slovenci, čas je, da si pomagamo, se bolj povezujemo, sodelujemo in si dovolimo reči, vreden sem, vredna sem. Ko boste pa še delali na sebi, pa še dodate zraven, da ste res spremembe vredni. Cilj naše oddaje je opolnomočiti vas, ne glede na poklic ali na socialni status, da se lahko spremenite in živite srečno, zdravo in uspešno življenje. Ter si rečete, vse se da. Zadosti že imamo pametnih ljudi v naši prelepi Sloveniji. Sedaj je čas za srčne ljudi, predvsem, da se z zgledom učimo eno drugega in se zavedamo, da smo ustvarjalci svojega življenja. Vsak od nas je prišel na ta planet uresničiti svoje poslanstvo. Zato je še toliko bolj pomembno, da se slišimo, poslušamo in dovolimo sprejemati odločitve s srcem. Marsikdo je mnenja, da se mu godi krivica in da vsi tisti, ki so uspešni, so že imeli otroštvo, krasno življenje. Nobeden od nas ne ve, kakšno življenje je imela uspešna, srečna oseba. Vemo lahko, da se je odločila vzeti življenje v svoje roke in ustvariti svoje življenje takšno, kot si želi. Res je, da smo včasih malce izgubljeni in ne vemo, kako. Ampak zato so na tem mestu učitelji, ki nam lahko pomagajo z usmeritvami, kako lažje najdemo te poti. Zapomnimo si, pomembno je uživati na poti. In cilj je samo nekaj, kar nam daje elan za našo naslednjo pot. Danes sem s krasno osebo, ki je vse to, kar sem zgoraj omenila. To dela moja gostja. Moja draga gostja zase pravi, da je v prvi vrsti mama, po izobrazbi je pa profesorica angleščine in nemščine. Je nadobudna ljubiteljica psihologije, alternativne medicine in znanosti za življenjem, svoje znanje nenehno nagrajuje in prav tako želi to znanje deliti z nami. Je avtorica 5 otroških motivacijskih knjižic, ki otroke učijo življenjskih veščin. Saj si iskreno želi, da se zavedajo, da so vredni in dovolj dobri takšni, kot so. Lahko jo opišem tudi skozi vrednote, ki v življenju največ pomenijo. Na prvo mesto je postavila družino, delo, znanje, pogum in skrb za ljudi. No, tako da danes je z mano v gostih draga Rebeka Očko. Pozdravljena, draga Rebeka, kako si? Zdravo, Tanja, hvala za tako lepo predstavitev, pa me veseli, da se spet srečamo. Tako, jaz mislim, da sem zajela vse tisto, kar sem nekako želela. Kako lepo, imaš obesek drevesa. Krasno, to pomeni, da ti res prinaša srečo. Da je poklical, nekaj časa nazaj. Super, zelo lepo. Rebeka, danes se bomo pri tebi dotaknili malce posebnih tem, ampak najprej bova sploh začeli s tem, kaj te je oblikovalo, da si začela pisati otroške knjigice? Pridimo najprej na to temo. V bistvu je bilo več dejavnikov. Prvi je bil zagotovo to, da sem se jaz ravno kot mladostnica ful srečevala z občutkom, da nisem dosti dobra, da mi vedno nekaj še manjka. Tu si se že Že mladostništvo, že mladostništvo. Jaz sem ful sočutna do drugih, pri vseh sem videla dobro, do sebe sem bila pa ful stroga, ful taki perfekcionist. In medtem, ko se je to v šoli pa pri službenih priložnostih izkazalo kot super, ker sem se vedno v nulo potrudila. Tudi sem magistrirala z angleščine, nemščine, že kot študentka sem jaz učila druge študente, ki so bili vsi starejši od mene. Potem sem učila otroke angleščino, moji 9-letniki so peli pesem John Lennon Imagine. Res? Še Še mene si učila? Še tebe sem učila angleščino. To je bilo tako fajn, ker sem se lahko pogovarjala o temah, ko so mi super v angleščini.
In to super žensko, tega to mi je bilo super. pa... Hvala. To pa že ni bilo več za mene kot delo, ampak je že bil užitek. Krasno. No in že takrat, jaz sem videla tisto neko, to, da se je povezovalo želja po učenju, hkrati pa je prišlo iz te neke bolečine, ker se nisem počutila dosti dobro, da bi bilo pa drugim lažje, pa najprej razumeti, zakaj se to dogaja, kako stvar funkcionira. Tu pa je prišla želja po znanju psihologije, jaz sem tudi hodila klinično psihologijo študirati, pa sem si pol zadnjih premislila in šla pedagoško smer. Tako to so bili tisti čisto prvi začetki. No, sej, že dosti tle povedala, veš, tle si toliko že naštela, da bi lahko ful veliko iz teh tem delale. Mislim, ta prva zadeva, da kot najstnica spoznaš in da takrat se že zavedaš, da so to neki vzorci. A si se mogoče zavedala, da so to neki vzorci, ki si jih dobila tudi od svojih staršev? Takrat se še nisem toliko zavedala tega. Sem vedela nekako, začela sem razumevati, da si sami kreiramo, da naše misli, občutki imajo veliki pomen. Nisem še pa tako globoko razumela. To je pa prišlo s časom. Ja, to je prišlo s časom, ker sem vedno nadgrajevala znanost, psihologija, potem energijska medicina. Tu se je pa pol nadaljevalo, ker je moja želja po znanju bila vedno ful močna. Pa misliš, da jaz se nekako vedno vidim, da ta želja po znanju nas vodi, ker imamo mi en izziv in bi ga radi rešili. A se ti je dogajalo, da si tudi ti čutila tako? Ja. Da se ti nekaj dogaja in bi rada prišla do te rešitve? Ja, sigurno. To težko razložiš nekomu, ampak kot da te vleče. Hočeš razumeti, hočeš secirati znanje, zakaj se to dogaja, da bi poiskal rešitev, ker vidiš, da tako, kako si skozi delal, ne funkcionira, se pravi, mora obstajati drugi način. Zdaj mi pa povej, zakaj je to, kar bova tudi danes predstavili, in ko si začela pisati otroške knjigice, danes nismo drugače vzeli otroške knjigice, danes smo prišli z drugim pomenom, smo skupaj, zaradi tega, ker boš pokazala, kako si z gledom prišla do tega, da danes tvoja hčerka drugače živi in kako pomagaš tudi drugim otrokom, pa ne samo drugim otrokom, ženskam, na tisti poti, da se jim to ne zgodi, kar se je zgodilo pri tebi. Kdaj pa misliš, da se ti je največja preobrazba naredila? Največja preobrazba, ko sem postala mama. Ker sem takrat sem si želela, sem si moj otrok, jaz nočem, da se zgodi, da moj otrok reče vse to in sem ful hotela, da bi že prej imela neko znanje, orodje, ki se ga jaz mogoče leta pridobivala, da bi njej bilo lažje. Ne moramo zaščititi otroka fizično pred vsemi dogodki, ampak sem si rekla, ok, lahko jim damo znanje, da bojo razumeli, da tehnike, kak z občutki, kak z mislimi, da bojo vedeli že kot mali, da si kreirajo, ne. Pa jaz pravim, zakaj se nismo spoznali? Seveda si dosti mlajša od mene, ampak večkrat sem se vprašala, ker si mi lansko leto sem tudi kupila za darila, kartice, kjer so lahko tudi otroci meditirajo pa spoznavajo. Mi je žal, da te nisem prej spoznala. Točno to, zaradi tega, ker iz tega nisem vedela, ker sem imela majhne otročke. In potem jim ti preneseš neke vzorce in potem se oni srečajo z vzorci iz okolice in ga nekako ne moreš zaščititi, kar bi mu lahko dal znanje, da bi jim lahko bilo boljše. Ok, in dajmo se dotakniti najprej, kaj si najprej naredila zato, da boš svojo hčerko zaščitila pred takšnimi vzorci, kot si jih imela ti? Najprej definitivno delo na sebi, ker jaz sem skozi raziskave še toliko bolj videla, da največ smo tisti, ki vplivamo starši. S tem, ko jaz sem šla res v detajle, da imajo otroci zrcalne nevrone, kako se snemajo, ker so njihovi možgani v teta stanju, da vse vsrkavajo, pa sem mislila, moram pobrati sem dobro in bolj je bil še tisti pritisk, zdaj moram pa biti popolna, moram biti tak, da ne bo povrat, da ne bo imela nekih travm, da ne bo ona, da bo reagirala prav, ne. Tisti pressing, ko ga mame dajo na sebe, da bojo dobre za njih. Da hočeš je za njih dobro. In ko si še bolj motiviran sebe izboljšati za njih, ker veš, ker oni pobirajo v bistvu od tebe. In se mi zdi, iz tega je bi še toliko tista večja motivacija, da najprej sebe zgradiš v neko čim boljšo osebo, da boš njim vzor, hkrati pa z njimi neke te tehnike že začneš, da ko bojo prišli stisko, bojo vedeli, ok, to je misel, to se da obrniti, to je prepričanje, to je občutek, od katerega sem postal odvisen, po Joe Dispenza, ki točno razloži, kako to funkcionira, da bojo že vedeli, da jim ne bo to, da ne bo misli, kaj z malo narobe, ampak tako funkcionira, to lahko spremenim, to lahko spremenim, to lahko spremenim in da se bojo vsem tem imeli radi. Kaj mi je všeč pri Rebeki, naj tudi povem, pri tem, da, ko me je učila, to je tako,
To je nekje iz otroštva moj vzorec, da ne znam govoriti dobro angleško. In potem je prišla Rebeka, moja prijateljica mi je seveda Rebeko zbrala, kar je bilo odlično. Ker midve smo govorili o Joe Dispenzi, o Louisi Hay, o Marisi, o nikomu to, pogovarjali sva se o temah, tisto, kar je za obe bilo interesantno. In vse, kar je dobro, da je to potem poskušala implementirati, ne poskušala, je to naredila, si implementirala v to, da že otrokom omogočimo to znanje. A imam prav? Ja, Okej. točno to. Da bi jim prihranili marsikero bolečino ali pa rano, od katere bi še pol rabili celjenje, ne, da že prej to razrešijo. Ampak moš vedeti, midve že to poznamo, pa marsikdo že to pozna, pa ti si spoznala pred mano, tako da, dragi moji, to, kar se nam dogaja, to, kakšne bolečine imamo mi to zrcalimo na našega otroka. In prej, ko to spoznamo, da to ni, ne da to ni dobro, rečejo, aha, se tudi oni morajo čez določene ovire. Ja, ampak zakaj bi šli skozi naše? Ker mi jih imamo radi. Zakaj bi jim dali take stvari? Če jih imamo radi, bi bilo dobro, da jim že kar pokažemo, kako se lahko tega, to ozavestijo ali pa to rešijo, da to ne pride, ko so starejši. Točno to. Zdaj mi pa povej, a je tvoja ta mala drugačna, zdaj, ko se spomne sebe, čeprav zdaj je majhna še, zdaj je tvoja hčera stara, mislim, da 3 leta, 4 je že? Ja, Je že? Ravno bila 4 leta. Viš, kaj hitro čas mineva. In ali je drugačna, kot pa, ko se spomne sebe v teh letih? A se spomniš kaj tako, ko si bila stara 4 leta? Spomnim se, da sem bila nekako ful čustvena, ampak sem imela občutek, da ne smem zdaj tako pokazati tega, ne, vseeno smo močni, pa nekako ne želiš tega, jaz pa se res trudim, da bi vseeno, da bi že povedala, ne vem, tudi kot tapka ima recimo si govori, da tudi če sem jezna, sem dober otrok, tudi če sem to, sem dober otrok, da ful delama že zdaj na afirmacije, ne, ko se za prste prime zmorem, rada imam sebe, rada imam druge, v smislu, da karkoli se zgodi, tudi če ima neke močne občutke, nekaj ful močno reagira, da je v redu, da se ima rada, da to je samo občutek. Včasih ji rečem, vse v redu, to je samo občutek, vse bo šlo mimo. Krasno. A ti si se spremenila, če zdaj pogledaš? Ja, sigurno. Kakšno si naredila v lestvici od 1 do 10? Glede na to, da tudi vem, da si zelo učljiva, ponavadi uporabljamo kar podobne tehnike učiteljev, tiste, katere so. Koliko bi rekla v lestvici od 1 do 10, da se ti je spremenilo tvoje zavedanje o tem, da si sama kreatorka svojega življenja? Zavedanje je ful močno, ampak res vem, da še se nadgrajujem, pa se bom do konca življenja. Skozi se bomo. Skozi se bomo, Ja, in skozi se tu bomo, ja. sigurno ne bi rekla zdaj, da je bilo 10, ampak ja, sigurno bi pa rekla 7. Od čistega začetka pa vse do zdaj zavedanje, ker ko že ti razumeš stvari, je že to wow. Mi smo si še tu podobni. Tudi jaz, veš, ko mene vprašajo, koliko bi se ocenila, sem nikoli dam 10, ko rečem, kje pa, tam 7, koliko še imam prostora, pa mogoče se bom drugo leto še nižje ocenila, koliko je še te Pa priložnosti. še moraš se spomniti, pa iti nazaj, ko snovam, ko je kaki. Kako? Tako da ja. Zdaj pa se dajmo dotakniti, zdaj si bomo pa pogledali, kaj je Rebeka dejansko naredila za otroke. Danes bo predstavila samo, tako da bi te lepo prosila, da mogoče sama kaj poveš o tem. Ja, Kako je nastala prva knjižica, zakaj je nastala prva knjižica, komu pomagamo s prvo knjižico, oziroma boš malo več ti povedala, da ne bom jaz, da bom pa pol kaj vmes vprašala. Okej, Ja? No, v bistvu se je začelo z otroško slikanico, ki sem jo taka 3 leta pa pol nazaj izdala in se je reklo Zmorem. Naslov je bil Zmorem. Krasno, že takrat si dala. Že takrat. In to je bila, sem bila na porodniški, Ja. hčerka je bila še mala in jaz sem po noči, ko ona šla spat, sem šla gledati dokumentarce, istočasno sem gledala recimo Joe Dispenza in poslušala audiobook in si delala zapiske, ker sem mislila, 3 ure imam, preden se zbudi, jaz hočem čim več v tem kratkem času. In potem smo brali pravljice, pa je bila Sneguljčica, pa je bila Trnulčica, pa je bila Pepelka, pa sem rekla, vse dreve so nemočne in pride princ in jih reši in potem so one sreče do konca svojih dni. Sem rekla, da bi sem to brala, ne. In sem hotela pa ji prebrati zgodbo, ki jih uči, da je moč v tebi, ne, da se sam znajdeš. In takrat se je mogoče začelo, sem napisala knjigico, ki govori o vztrajnosti, o čarobni besedi Zmorem, ne. In potem še eno, ki govori, kako se je Pišček tim vizualizacijo pozdravil, kako je šepal, ne. Sem že o samozdravljenju pisala. Naj te ustavim, drage moje mamice, vse tiste, a vidite, kakšne, že to, ko si zdajle rekla, vse smo bile zaljubljene v Pepelko, vse smo bile zaljubljene v Sneguljčico, ampak če pogledaš, res jih je vedno sam princ rešil. Ja. Nikoli nisem. In pa so vse spremenilo. Ja, hvala za to. Tako da, a še prodajaš tiste knjige? Nekaj še imam teh Pišček tim Zmorem, pa še nisem dala ponatisniti, tiste so pošle, ampak imam plano spet.
To pa nisi meni prinesla, niti mi ponudila. Ja, pišček tim sem prinesla danes ti pokazati. A res? Ja, No, ja, to pa ker super. onih pa res nimam več nič zmorem. Super. Ja. Zato, ker so tako dobre, si jih je tudi prodala. Midve predvsem želimo pokazati, kaj je dobro darilo. Ni dobro darilo, mogoče vedno je dobro darilo, midve imamo pa poučno darilo. Tako, tisto so bili čisto začetki, pa je mogoče bila ena tehnika, ne, zmorema pa vizualizacija. Ampak jaz sem pozna nadgradnjo, sem gotovila, kaj je največ rad damo, je te tehnike, ne, tehnike, Orodja, da lahko sami uporabijo, da nisi to. ti z njimi skozi potem in da je skozi te rabijo, Točno. da se naučijo meditirati, da naučijo se tapkati, da naučijo spoznati, ko imajo takšen koli izziv. Ampak v redu, zdaj tebi In prepuščam. ravno to sem naredila, pa sem zvajala kar 40 tehnik v takih besedilih napisanih, ki učijo o moči misli, da lahko misel obrnemo. Mi lahko že 3-4 letnika učimo o tem, kaj je misel, kako lahko spomin recimo spremeni, kako lahko čarodnim kamnom. No, pa kar da ima hvaležnost. eno vzami, pa jo boš prebrala, da bojo razumeli, o čem Eno recimo govorimo. vzela, ki mi je Ja. zelo všeč, ko sem uporabila tehniko afirmacij, pa sem jo oblikovala v enega papagaja, ki mu jaz pravim papagaj zakaj. In ta papagaj zakaj otroko obrne vsako neprijetno misel. In tako že otroka soočimo, ok, to je misel, to ni resnica in lahko jo obrneš. In ta papagaj zakaj pravi, če imaš misel, recimo nič mi ne uspe, on ponovi za tabo, zakaj ti vse uspe. Če imaš misel, kak sem neumen, on ponovi, zakaj si tak pameten. Če imaš misel, kak sem grd, on ponovi, zakaj si tak lep. In to je taka kratka tehnika, ko skozi zgodbo od samo otroku preberemo in on ve, aha, ok, to je misel, to lahko obrneš in že 4-letnik lahko vidi. Bravo. To, kar se mi mogoče pri Bravo. 30-40 vidimo, da je to misel, ki se da obrniti, pa kako moč ima, ne. Bravo. Notri je tudi pol masaža, recimo ena za energijsko medicino, za sprostitev, notri je tapkanje, ki tudi spada, kako sprostiti jezo, žalost, skratka vse Ženske, to je predvsem tudi za nas, to je moški tudi, ampak ženske, mi pa vsakič bi lahko to malo uporabljali tapkanje. tako. Nismo povedali, koliko je starostna za Jaz bi starostnike. rekla tukaj od 3 do 10. Tako, Okej. to bi bilo najbolj optimalno. Mi lahko Evo, daš, nekaj mogoče bom pa svoje zdaj moč. vseeno zbrala, najboljše, da jaz berem. Jaz samo moram povedati, še jih nisem držala teh v rokah, pokazala mi je vzorec. Evo, nariši pot. To pomeni, vdihni, da vidimo, kaj nariši pot. To pomeni, mi To je v bistvu govori. za aktivirati obe možganski polovici. A, Najbolj vidim. za gibanje. Ja. Vidim. So pa tudi Vdihni, zgodbe za branje. Vdihni tako, da se bo dvignil tvoj trebušček in počasi izdihni. Predstavljaj si, da si čarobni slikar. Tvoj palec je čopič. Narisati želiš cesto v obliki ležeče osmice. Ne vem, če se vidi, ležeča osmica. Ja, na drugi strani Ja, na je. drugi strani, ker si jo lahko oni izberejo v bistvu na podlagi slike Tako. in potem jim prebereš. Postavi palec predse, tako da vidiš svoj noht. Sedaj začni risati ležečo osmico tako, da ves čas strmiš v svoj čopič, dokler ne končaš poti. Sedaj si zamisli svoj avtomobil, kakšen je. S palcem sledi po poti 3-krat ali več, vse dokler mu ne zmanjka goriva. Krasno. To je preprosto za aktivirati obe hemisferi. Krasno, odlično. Se pa razlikujejo. Eno so dihalne tehnike, eno so vizualizacija, ker si že Tako, tudi oni naslovi. predstavljajo, kaj si želijo, da se jim uresniči. Zakaj ne bi 9-letnik vedel, da se lahko manifestira, če pa so taki sami že tako dobri v tem, ne, ko nimajo Oni so še upora. boljši. Saj to. Oni so še boljši. Naj vam povem, da tam mlajši otroci oziroma mlajši do 10 let, to so najboljši, oni najboljši vizualizirajo, najbolje manifestirajo. To je krasno. Oni nas naučijo lahko, Točno kako se to Tudi počne. mama čarobno skrinjo in si je dala enkrat not izrezala, nekaj notri je tudi ena tehnika čarobna skrinja, in si je dala notri izrezano oblekico iz Elze, pa neke kocke, v roku 2 tednov je dobila vse, pa ne od mene. To je, evo, draga moja, to si ti sama zrihtala. Krasno. Ok, tole mama, to pomeni, to je za 3 do 10 letnike. Tako, za Predvsem najmlajše. zaradi tega, da krepijo neko svojo samopodobo Tako. in da postanejo, da se zavedajo, koliko je moči v njih. Tako, V redu? tako, Okay. tako. Dobro, to imamo prvo. Ja. Kaj bo še Pa predstavili? seveda je naslednja stopnja. To bomo ima tudi mi prodajali. To pomeni, naj vam še povem, se opravičujem, Rebeka, glede na to, da kot majhna punčka nisem prav imela lepega, krasnega otroštva. Danes rečem, da zato sem danes tukaj, kjer sem, in se mi zdi, da je moja naloga pomagati nas povezovati in tako naprej. Sem se odločila, da tudi te knjižice se bodo prodajale na moji spletni strani, zato ker si res želim, da otroci dobijo kvalitetno darilo
ne pa mogoče samo nekaj, kar se bojo skupaj sestavili in pustili in odvrgli. Če samo pogledam, koliko imamo mi Lego kocka, se sestavi, pa se pusti, nikoli se ne razdre in to je to. Točno, to so taki rituali, ko ostanejo, tudi hvaležnost s kamenčkom, ne, meni ful pišejo mamice, joj, moj začel govoriti o čustvih, ali pa specialna pedagoginja, ko dela z otroki s posebnimi potrebami. In tudi mi pravi, kak je super, kak je jih lepo slišati, ko si ponavljajo, zmorem, rad imam sebe, rad imam druge, če mi ne uspe, poskusim znova. In meni je to tako lepo. Krasno. Zakaj pa nisi šla, naprimer, da pa greš v šolo s tem, pa tudi šole, ne, vrtci in šole sami naročajo. Bravo, ste že videli? Zelo vesela. Naši otroci bojo drugačni. Je kar zdaj potreba po tem, no vedno bolj si želijo. In isto se mi je zdelo, je pa res, da mogoče sem jaz tudi imela tako željo po tem učenju pa predajati, ker sem tudi mamo na neki točki v življenju videla, da se je podala v učenje. In to mi je ful dalo, da sem videla, kaj je ona naredila, ona je šla v učenje, ona je začela brati, ona je začela nekaj delati. Tega imam tudi zlate starše, ki so mi bili vzor, da če nekaj ne znaš, se začni učiti, pa potem to ne razumeš. Krasno, in pomembno se mi je zdelo, da to znajo tudi mladostniki, ker tudi sama sem bila enkrat mladostnica. Točno to. Potem pa pridemo do tistih najbolj kritičnih. Jaz imam zdaj najstnika, ali to samo je najstnika? No, evo, to so zdaj pri najstniki, ker tako je. Ko ti rečeš dan, on reče noč. Ko ti rečeš poln kozarec, on reče prazen kozarec. In da slišimo, kako bomo najstnika pripravili na to. No, tako. Se pravi, iste tehnike, ki so osnih pa dala potem na najstniku razumljiv način. In spet govori o moči besed, kakšne besede uporabljamo, kak se mi zdi, meni je taka lepa misel, ko si predstavljam, da je en otrok, najstnik, že prej razčistil stvari, da je misel, kaj je samopodoba. Ne vem, zadnjič sem imela motivacijsko delavnico v eni osnovni šoli in so bile različne situacije, recimo punca, ki je mama zapustila, fant, ki se počuti čisto nekako izobčenega, ne. In ko so mi govorili o mislih, o prepričanji, da ko so si ponavljali v pozi Supermana, ne zmorem, rad sem imam, rad imam sebe, ponosen sem na sebe. A pa delajo to najstniki? Ja, so delali, ja. A moje, zato ker je družba. Jaz si zdaj ne predstavljam, da bi ti rekla... Vse so še v podjetju delali, vse ste delali. Vse tudi pri nas delajo, ja, to se strinjam, to absolutno. In sporočila za ogledalo so si napisali so si pismo iz prihodnosti. In sem si mislila, wow, če bi zdaj večkrat to počeli, če si prej razčistite neke stvari, ne, prej pocelite neke rane, se prej začnete imeti radi, wow, kaj če gre ta človek za čist drugo pot, mogoče bi šel prej destruktivno, zdaj pa reči čist drugo pot. In se mi zdi tako lepo, kako lahko vplivaš, če si mu sem prej dal neko znanje, neko orodje, ne. Pa mislim, mene navdušuje ta misel. Ta prva zadeva, da še samo najstniku pokažeš, a veste, kako so. Jaz, na primer, še bila na faksu zgubljena, nisem vedela, kaj delati. Če že najstniku daš knjigico, da mogoče on svojo pot lažje postavi, kdo je, kdo želi biti, kaj je v resnici njegovo poslanstvo, koliko lažje bo njemu na njegovi poti, ali pa na njeni poti, kot pa potem, ko priješ, ko si že odrastel. Točno to. A boš zbrala mogoče kakšno takšno, da bomo je lahko eno si izberi, pa še jaz eno zbrala. Ja, evo, ena taka je, recimo, ko so samo vprašanja in pa eno slab prijatelj, evo, jaz sem brala tole, slab prijatelj, zakaj? Pa mogoče preberem. Kako spodbuješ sebe, ko si v težki situaciji? Si pravi prijatelj ali si kot nesramen sošolec? Lahko se zgodi, da nespodbudne besede, ki si jih kdaj slišal, zdaj namenjaš sebi. Če želiš, da se bodo drugi do tebe vedli spodbudno, ljubeče, začni s seboj. Rezultati bodo neverjetni. Lahko začneš takole. V neki situaciji si rečeš, tu sem, okej si, uspelo ti bo. Mogoče bo neprijetno, mogoče bo težko, ampak uspelo ti bo. Znajdeš se, večkrat si se že znašel, samo vztrajaj. Poskusi to ta trenutek. Bodi torej prijatelj, kot si ga zaslužiš. Se pravi, da se zavedajo svojega samogovora. Notri so pa tudi zgodbe o vizualizaciji, o Schwarzeneggerju, o Ed Sheeranu, kak je svoja posebnost, ko je včasih Ed slav, pa je bil rdeče las, pa Pegas, pa je zobčen, kak je premagal to, da oni vidijo, da posebnost slava včasih lahko dobra, ne? To pomeni, si tudi dala kakšne zvezdnike? Ja, sigurno sem dala pevce, uspešni, vsake, ki jih oni poznajo. In pa ena tehnika izpraševanja po Byron Katie, ki je zelo močna. Ok, to si pa meni pripravlja, da bi to. Je res, za najstnika. Ok, hvala. Včasih so naše misli tiste, ki nas spravijo v stisko.
Ali veš, da jih lahko s pomočjo 4 vprašanj preveriš? Morda boš ugotovil ali ugotovila kaj presenetljivega. Primer misli. Mami me ne posluša. Ali je res? Ali zagotovo veš, da je to res? Kako reagiraš, ko verjameš tej misli? Kdo bi bila brez teh misli? Sedaj misel obrni. Do sebe. Jaz ne poslušam sebe. Jaz ne poslušam mame. Krasno! Ej, top! To moram kakorkoli takole čisto nežno. Mama me posluša. Ali v nasprotju, mama me posluša. Kaj bolj drži? Napiši en primer tvoje misli, ki te spravlja v stisko in jo obrni po zgornjem primeru. Krasno! To je to, da včasih vidimo, ne, mama me ne posluša. Kaj pa, če jaz ne poslušam mame? Kaj pa, če jaz ne poslušam sebe? In greš tistega obtoževanja, ne, pa prideš čisto do drugih rezultatov. Se strinjam. Mislim, veste, se to nisem za najstnike. Ne, to je v bistvu za vse, ampak da To je je za na njim vse. razumljiv način napisan. Mislim, ne. jaz bi tako rekla, Ana, marsikdo od nas je še vedno takšen, tudi v službi se dogaja. Veš, ko nekdo reče, a me posluša, v resnici pa moramo tudi se mi vprašati. Tako da se mi Ali pa super recimo dala. dober rezultat mi je recimo tudi on me ne spoštuje, pa obrneš, ali jaz ne spoštujem njega, ali pa jaz ne spoštujem sebe. Pa spet ideš do korena, ne. Tako, kaj se Ker dogaja. pri sebi lahko začneš delati spremembe, drugih pač ne moreš. Glede na to, da mi je moja prijateljica podarila knjigo Transakcijska analiza in sem imela priložnost tudi malce bolj naštudirati to transakcijsko analizo, naj vam povem, da je skripta že nekako sestavljena v 3 letih, naša skripta. Tako da absolutno svetujem, najdi moč v sebi, Najdi svojo moč. vdihni svojo moč. Jaz bi danes rekla, kako si zgraditi, da postaneš krasen zmajček. No, in vsem tistim, ko pa pridemo v tista problematična leta, res so problematična. Jaz mislim, da se vsi izgubimo nekje tam kot najstniki. Eni se mogoče iščemo. malo prej, mislim, ja, se iščemo. Pa se nam pa lahko zgodi, da malce zapademo v neko družbo, pa kar hitro gremo nazaj, to je čisto odvisno. No, tistim pa svetujem, da vzamejo knjižico 40 priznanih skritih formul za najstnike. Ta knjižica pa kar gre od 11. do 18. leta, Ana. Tako, v bistvu za vse najstne, tudi 19, ampak sem Pa tudi zate, pa tudi zate. Pa tudi za vse, Dejansko ja. smo mi dve šli skozi to knjižico. A imam prav? Ja, ne? v bistvu vse te tehnike, ne, so notri, Ja, pa še če kakšna smeš. zraven. Tudi tu so tehnike, kako se odzivati na zbadanje, pa kako recimo reči ne, kako postaviti mejo, ne, da se otroci zavejo, ok, zakaj jaz rečem, ko me nekdo vpraša, če bi šel, pa rečem, imam že, grem tja, ravno grem tja, ne, v bistvu nam je težko reči ne, ne. Tako že to so neke take stvari. Rebeka, jaz mislim, da dejansko, kaj mi je všeč, ker si šla skozi svojo življenjsko zgodbo. Ta knjižica je nekako nastala kot tebe kot najstnica in si se poglobila v svoje znanje, ker si učljiva. No, sej lej, si pedagog, tudi to. Dejansko si izbrala pravi poklic, pravo poslanstvo in danes želiš to deliti naprej. Ta knjižica je pa nastala tudi zato, ker ne želiš svoji hčerki in tudi ostalim punčkam, malim Rebekam, malim Tanjam narediti ne tako lepo življenje, kot ga v resnici lahko imajo. Tako, točno to, ja. In tudi pol moja igra, sprva slovenska, taka namizna igra, ki uči življenjskih veščin, zraven so še 3 kupčki kartic, ki jih še nimam, zraven so še tiskarni, ampak ravno to daje, kar jaz želim, da se otroci skozi potovanje po gozdu, s tem, ko pomagajo drugim živalim in s tem, ko druge živali pomagajo njim, učijo znanja za življenje. Se pravi, in empatije, prijaznosti, kaj so misli, občutki, kako se odzivati na zbadljivke. Skratka, vse to, kaj jaz iz srca hočem dati, zatem je znanost, zatem je psihologija, zatem je moje srce, tako da iz tega čistega namena sem pa ustvarila še igro, skozi katero se res otroci učijo to, kaj jim hočemo mi dati. Veš kaj, jaz bom zdaj naredila zaključek, pa bi tako rekla. Naredila si v teh tvojih karticah je tvoja življenjska zgodba. To je, ko si bila majhna deklica, pa si se poistovetila in vsekakor dodala z znanji, z raznimi strokovnjaki, vse to s tehnikami. Tle je pa potem tisto, kar je za najstnike. In na koncu si zaključila, da cela družina lahko uživa v spremembah. Tako da jaz mislim, da ni kaj za dodati. Jaz sem presrečna, ker srečujem takšne ljudi, ker imam priložnost delati s takimi ljudmi. In več, ko bo takšnih ljudi, lepši bo ta nasvet. Predvsem, kaj bo lepa? Lepa bo naša Slovenija, bolj topla bo, bolj prijazna do ljudi. Najprej bolj prijazna do sebe, do sebe in potem posledično tudi do drugih.
Hvala vam, da ste nas spremljali. Rebeka, bi še ti kaj za konec? Ali je to to? To je to, da jih naučimo, da se imajo radi, pa da se znajdejo, ne moramo jih predvsem zaščititi, lahko pa jim dajmo orodje, da jim bo lažje, pa si bojo skreirali to, kar si želijo. In bojo rekli, vse se da. Mi smo kreatorji svojega življenja in vemo, da se vse da. Hvala vam in vse dobro.